Rani, za to besedo dobi v imenu ELS gospod Bogovič, izvolite. Spoštovana komisarka, cenjena poročevalka, veseli me, da lahko obravnavamo dolgoročno vizijo razvoja podeželja, vizijo, s katero pravzaprav zaokrožujemo cilje, ki smo jih vse od leta 2016 že zapisali tudi v koncept pametnih vasi, se pravi rešiti problem depopulacije, na eni strani odhajanja mladih s podeželja, na drugi strani staranje ljudi, prav tako pa zagotoviti vso potrebno infrastrukturo, vključno z širokopasovnimi povezavami, ki so se pokazale predvsem v covidu kot neobhodne tudi na podeželju, da bo podeželje omogočilo možnosti za nova delovna mesta, hkrati pa tudi za kvalitetno življenje. Kmetijstvo je osnovna dejavnost, tudi tu so potrebni novi prijemi v okviru preciznega kmetijstva. Kmetijstvo je pokazalo, da je odporno tudi v času covida, po drugi strani pa kmetijstvu treba dodati tudi turizem, energetski sektor, skrb za starejše, e-zdravje na podeželju in na takšen način bomo storili to, kar želimo, okrepiti podeželje, zato moramo zagotoviti financiranje iz različnih virov, skrbeti morajo za to vse ravni, od lokalne do evropske, vsekakor pa mora to v bodoče postati skupna politika, kajti brez politike razvoja podeželja in bo podeželje trpelo podobne težave, kot je v preteklosti. Razvoj podeželja mora postati javna politika.